Profesor Jože Zupan, nekdanji ravnatelj osnovne šole, se je vse od prevzema vodenja šole zelo zavzemal za poimenovanje šole v Šentrupertu po doktorju Pavlu Lunačku. Po letu 1965 so bila živa prizadevanja, naj bi šola dobila ime, hkrati pa bi izbrali še dan šole. Priporočilo je bilo, naj se ime šole izbere po kakšnem dogodku ali osebnosti med narodno-osvobodilnim bojem. Vse skozi sem spremljal ta prizadevanja. Ponudili so nam, naj bi se šola poimenovala po zapadno-dolenjskem odredu, vendar nas na svet ni prepričal. V šolskem letu 1976-77 je v Pionirskem listu pri natečaju Moj kraj, včeraj, danes, jutri naloga, naj bi spominskim obeleženjem zaznamovali osebnost pomembno za kraj. Odločili smo se, naj bi spominsko ploščo zaznamovali, da se je v stari šoli rodil dr. Pavel Lunaček, sin legendarnega ravnatelja Aleksandra Lunačka. Ga vidite, to je originalen čebeljak, star 112 let in v njem so se učile čebelarjene generacije učencev. Ta čebeljak je vstal pri šoli včasih. Potem so ga nekaj let nazaj so ga postavili sami. Aleksandar Lunaček je bil oče od Pavla, po katerem se imenuje naša šola. No in Aleksandar je v bistvu začetnik sodobnega čebelarstva v tej Mirenski dolini. Ukvarjal se je z sedjerejstvom, čebelarstvom, bil je ravnatelj Šentrupertske šole. Tako da on je ustanovil čebelarsko društvo oziroma čebelarsko podružnico za okoliš Mokronog in Šentrupert. Dr. Pavel Lunaček s partizanskim imenom Igor je bil organizator partizanskega zdravstva, začetnik sodobnega porodništva in ginekologije, akademik in dvakratni Prešernov nagrajenec. To je bila naša utemeljitev za poimenovanje šole po njem. Tudi s tem predlogom zaradi nepoznavanja dr. Pavla Lunačka na občini niso bili pretirano zadovoljni. V bistvu je imel on že v zibelko položeno to željo po pomoči in željo postati zdravnik. Žal je 6 njegovih bratov in sestric umrlo v zgodnjem otroštvu, prav zaradi zapletov pri porodu, ker včasih so žene rojevale doma in pri tem je prišlo do veliko zapletov, umirali so tako otroci kot tudi žene. Kmalu po začetku svoje kariere se je začel prizadevati, da bi ženske rojevale v porodnišnicah. V bistvu je prav uvedel rojevanje v porodnišnicah in prepovedal rojevanje doma. S tem se je zelo zmanjšala umrljivost tako novorojenčkov kot tudi mater. Združenje borcev za vrednote NOB Šentrupert smo ponosni, da imamo takega rojaka. Dr. Lunaček je bil namreč vodja vseh bolnišnic v času narodno-osvobodilne borbe. Leta 1942 je organiziral vse bolnišnice v Kočevskem Rogu, kjer danes stoji baza 20. Bil je pri tem zelo inovativen in razvil konspiracijski sistem, ki ga sovražnik ni odkril do konca vojne. To je bil edinstven primer v Evropi, da so bile bolnišnice tako organizirane med narodno-osvobodilno borbo. Ko sem kmalu po tistem zaradi invalidske upokojitve ravnatelja Bojana Brezovarja v oktobru 1981 prevzel vodenje šole, je bila ena izmed prvih nalog poimenovanje šole po dr. Lunačku. Ker je dr. Pavel Lunaček umrl 2. aprila 1955 na Mednarodni dan mladinske književnosti, se je skoraj sama oblikovala zamisel, naj bo dan šole 2. aprila in smo tako združili spomin na dr. Lunačka z mladinsko književnostjo. Postopek poimenovanja šole je bil prežet s številnimi administrativnimi ukrepi. Treba je bilo dobiti soglasje od vseh sorodnikov in organizacij. Postopek je trajal leto dni. Ja, stvar je, tam se pravi, moj ded Pavel je umrl dejansko že, ko je bil moj oče star 4 leta, tako da nimam nobenega seveda živega spomina na njega, še moj oče jih vam bolj mal, ampak je pa pač babica, kateri smo stalno hodili, kar naprej govorila neke zgodbice o njem.
Pa za njo je bila vse čas postavljena tak odlitek dedove glave, ogromen, tako da je bil vse čas občutek, da je prisoten. To je ena glava, ki jo imajo drugače tudi tam v kliničnem centru, pa na medicinskem faksu, ko je bil ta prvi dekan. In pa je vedno prepovedovala te zgodbice, vedno je govorila naš očka in tako ga je ona nazivala. Je vedno rekla, in potem je on prišel, je prijahal na svojem konju v Kočevski Rog in ko me je prvič videl, je rekel, tovarišica, ali bi se vi poročili z mano? In ta prvič nisem rekla ja, in potem ta drugič ja, in tako so cele te zgodbice. In pa sta se res tega se najbolj spomnim, ko so se pač naj bi se poročila tam v gozdu, v Partizanih, in smo imeli pol doma še tako ukvirjeno fotografijo, črno-belo, z vejcami ukvirjeno dejansko iz gozda. Recimo ena taka zelo romantična zgodba, ko so bili v teh bolnicah, so sta se spoznala, pač mislim, niti ne, je bilo to na površju ali spodaj. Vem, da je ona eno jutro vstala, to je njena pripoved, ne, in je rekla, da se je takole obrnila in je njega zagledala, ko je v bistvu se ravno kar tudi zbudil, se pravi Pavel, ne. In je odprl oči in je on tako rekel, tovarišica, kdo ste pa vi? Pa je ona rekla, jaz sem pa Anica, kdo ste pa vi? In takrat je v bistvu že iskra preskočila in v bistvu rekla, da ni bilo dolgo, da sta bila pač pravzaprav parno. Tako da tudi v najhujših situacijah med vojno se ljubezen zgodi, kar je živ dokaz, ne. Se ljubezen premaga vojno, ne. Primarij Pavel Lunaček je tudi prepoznal potrebo po tem, da bi imeli v Sloveniji organizirano zdravstveno varstvo žensk in porodnic. Zato si je prizadeval in tudi uspel uvesti v Sloveniji 14 tako imenovanih bolnišnic za ženske bolezni in porodnišnic, ki delujejo še danes. Uvedel je tudi dispanzersko delo kot začetek teh preventivnih pregledov, ki jih tudi zdaj izvajamo, in pa trudil se je tudi, da bi imeli te materinske domove za mlade mamice, ki včasih se je zgodilo, da niso imele kam iti, tako da tudi to je primarij uvedel. Najbolj smešno je bilo to, ko je moja mama bila, ko je mene rojevala, pa je en rekel, daj mi Lunačka 2. Pa je ona gledala, kva zdaj Lunačka 2 v tistem. Ja, dejansko so inštrumenti, ki se tako imenujejo, ne. A on je imel prvo to neko posebno hruško, je tudi naredil, pa take fore, ne, tako da, mislim, je bil kar car, no, tako danes bi rekel, da je bil car. Vsi prvi meseci 1983. leta so potekali v znamenju priprav na pojmovanje šole. Ker plošča, ki potrjuje, da se je v stari šoli rodil dr. Pavel Lunaček, ni bila najbolj kvalitetno narejena, so nam v Agrostroju, takratni tovarni ob župnišču v Šentrupertu, naredili novo. Veseli smo bili obljubi Lunačkove življenjske sopotnice Anice, da nam bo podarila doprsni kip delo akademskega kiparja Petra Černeta. Prišel je 2. april 1983. leta, dan poimenovanja šole. Slavnostna govornica je bila Lunačkova študentka, doktorica Lidija Andolšek-Jeres. Ona nam je širila vedenje o doktorju Lunačku. Pomagala mi je zbrati predstavnike, ki bi lahko povedali, kaj o doktorju Lunačku, hkrati pa je bila 7. aprila 2000 osrednja osebnost pri počastitvi stoletnice rojstva dr. Pavla Lunačka. Le vremenem 2. aprila ni bilo naklonjeno. Ko se je v telovadnici odvijala slovesnost, se je zunaj razdivjala nevihta. In ko je prišla Lunačkova sorodnica Mara Ropena v Solnik, da bi odkrila doprsni kip, in namesto nje je to naredila kar nevihta. Vseeno pa smo zaradi fotografa kip kasneje še enkrat odkrili. Ja, primarij Pavel Lunaček je bil zdravnik v pravem pomenu besede, zavzemal se je tudi za poštenost in za te etična načela, tako da je prepovedal kakšno plačilo in prejemanje podkupnin takrat. Bil je tudi eden izmed prvih predstojnikov naše bolnišnice, ginekološke klinike, katere zdaj obeležujemo 100. obletnico. Ponosni smo, da naša šola nosi ime po dr. Pavlu Lunačku. Trudimo se, da vsakodnevno živimo vrednote, ki jih predstavlja.